že pogovarjali? Ja, jaz sem že zbirala podatke in imam že material. Jaz mislim, da bi bilo ful zanimivo, če bi pokazali zakulisje debatnih krožkov, pač da bi pokazali priprave med samim tekmovanjem. Ok, to bi bilo pa res lahko zanimivo. Dobro. Tjaša, predlagam, da narediš nekaj intervjujev s svojimi vrstniki. Najprej jih lahko vprašaš, kakšne so njihove izkušnje. Ali se zaradi rabe pametnih naprav in družbenih omrežij kdaj počutijo slabo? Ajde, pej. Šma, pej, ajde. No je to kucanje, brat. Kaj dela? Za burek. Koliko je ti prišlavi? Ej, midva pa nekaj snimala za šolsko televizijo, pa me zanima, če bi dala izjavo. Kakšno izjavo, brat, jaz ne bom na televiziji. Pa daj Beni Blanko, pa lahko kaj povedal, ti si tak vedel. Hvala, da bo dal izjavo. Ofuren govori. Ok, čakaj, da še malo. Evo, ok je. Ok, prvo vprašanje je, katere aplikacije uporabljaš na telefonu? Ne vem, TikTok, Instagram. Študije kaže, da preživimo 3,5 ure na dan na družbenih omrežjih. Strokovnjaki pravijo, da sta že 2 ure takšne rabe interneta lahko škodljive. Koliko časa pa preživiš ti na internetu? Ja, ne toliko veliko. Se ti zdi, da imaš kakšne probleme, če veliko časa preživiš na aplikacijah? Probleme? Ne, pa meni se ne zdi, da bi mi to nekaj škodovalo. Itak nisem toliko časa na telefonu. Pa si že kdaj opazila, da bi raba družbenih omrežij vplivala na tvoje počutje? Itak je vse to bolj za zafrkancijo. Ti raba družbenih omrežij kdaj krade koncentracijo in spanec? Mislim, ocenjam že kar dobre. Trening mi gre, včasih res malo slab spim, ampak zato mi starši ne pustijo telefona v moji sobi in ga puščam v dnevni. Fajn je. Všeč mi je, kako si ju spodbudila k razmisleku s konkretnimi podatki. Zdaj pa predlagam, da naredita intervju še šolsko psihologinjo. Pri mladih res opažamo porast duševnih stisk kot direktna posledica uporabe teh novih modernih tehnologij in sicer se nam zdi tukaj zelo pomembno delo na preventivi. Tudi spodbujamo mlade, da bi govorili o svojih stiskah in težavah, ker pogosto je tako, da dajo občutek, dajo vtis, da je vse v redu. Včasih se mi zdi, da bi lovil ful boljših stvari, dostikrat nimam fokusa. Visim na Instagramu in sam scrollam. Skozi obsesiram, da moram kakšno fotko deliti. Ko pa odložim telefon, sem pa sam živčen, da bom nekaj zamudil. Vsi se mi itak zdijo bolj uspešni, bolj sposobni, da imajo stvari, ki jih jaz nimam. Se pa tudi pojavljajo pogosti problemi, težave s samopodobo, zaradi izpostavljenosti mladih tem raznim idealnim podobam, ki se kažejo na spletu, na teh družabnih omrežjih, zaradi katerih potem mladi doživljajo občutke manjvrednosti, sramu, obupa. Vedno, ko nekaj objavim in ful dolgo ne dobim nobenega lajka, postanem živčna. Počutim se grdo. Vse punce se mi vedno zdijo lepše od mene, nimajo mozoljev, bolj so suhe, lepše znajo obleči. Včasih se res počutim slabo v sebi. Ok, čakaj, da še malo. Evo, ok je. Družbena omrežja so lahko zabavna in na njih lahko najdemo veliko zanimivih reči, ampak moramo se zavedati, da obstaja tudi odvisnost od ekranov. Ko uporabljamo družbena omrežja, se v nas med drugim sprošča tudi dopamin, oziroma hormon dobrega počutja. Ta vpliva na naš občutek zadovoljstva in motivacije. Če se ta povezuje s prekomerno rabo družbenih omrežij, imamo lahko čez čas problem, ki se imenuje odvisnost od ekranov. Zato se moramo vsi seznaniti s tem, kako na zdrav in varen način uporabljati pametne naprave in internet. Na vprašanje, kako družbeni mediji vplivajo na njihovo telesno podobo, je 46% najstnikov odgovorilo, da se zaradi družbenih medijev počutijo slabo. Strokovnjaki ugotavljajo, da lahko družbeni mediji negativno vplivajo na zadovoljstvo s svojim telesom. Lahko prispevajo tudi k nezdravemu načinu prehranjevanja.